No, sedaj pa je čas, da jaz v studiu pozdravim tudi naslednjo gostjo Natašo Horvat Žerdin, svetovalko za radijsko in televizijsko prodajo. Nataša, prav lepo pozdravljena v našem studiu. Hvala za povabilo in seveda pozdrav nazaj. Tebi in pa vsem tistim, ki nas trenutno gledajo, naju gledajo, da uporabim dvojino. Najlepša hvala, Nataša, za tale čudovit pozdrav. Pa dajva se morda kar na začetku dotakniti malce tvoje zgodbe. Radio je bila nekako tvoja prva ljubezen. Kako se je tvoja karierna pot potem nekako razvijala skozi leta? Ja, jaz sem sicer iz Maribora, kjer sem želela delati na radiju. Pa nažalost nisem naredila avdicije. Ko sem prišla v Ljubljano študirati, pa je bila razpisana avdicija na Radiu Študent, kjer sem avdicijo, ne glede na to, da sem Štajerka, z močnim naglasom, bila takrat, zdaj morda ne več toliko, avdicijo naredila, no, in tam se je, bom rekla, ta najprej želja in potem seveda realizirana želja razvila v prvo veliko ljubezen. Bilo je zelo zanimivo, predvsem delati, bom rekla, v takratnih časih, to so bila 80-ta. No, po tistem so me pol povabili malo na televizijo, pa tudi na nacionalni radio, na Val 202, kjer sem pravzaprav delala kar nekako enih več kot 10 let, ampak predvsem prodajne pogovore. No, torej vmes so se dogajale zgodbe tudi s televizijo, kjer sem ugotovila, da pravzaprav to orodje glasu, govora, besed, podajanja zgodb, pa ne, če podpreš sliko, ima to neverjetno manipulativno moč. Zdaj to, da sem nekako nadaljevala to medijsko zgodbo na televiziji, moram reči hvala Leonu Magdalencu. Pol so se pa stvari kar nekako, bom rekla, tako organsko dogajale. No. Veš, kaj me zanima, Nataša, kako pa je šel ta prehod iz Radia Študent, izrazito nekomercialnega radija, ne, in tudi v 80-ih letih je bil to radio, takrat je bilo radio izredno živahno, pestro, študentsko dogajanje še vedno je, ampak tista 80-ta so bila po moje res prelomna, no potem pa na Val 202 nekako prodajni pogovori. Kako je zate potekal ta prehod? Pravzaprav začel se je že na Radiu Študent. Aha. Ja, jaz sem torej naredila avdicijo za Špikarco in potem so se dogajale na Radiu Študent, ki je seveda tudi poleg vseh subvencij, ki jih je dobival, ne, moral nekaj zaslužiti, sem začela delati tudi v marketingu. Tako da že na Radiu Študent so se začele, bom rekla, kazati nekako te želje po tej prodaji, ne. Teda sem pa nekaj časa tudi vodila marketing tam. Pa so se pa, mislim, stvari so se pravzaprav prepletale, ne, nikoli nisem imela nekih takih strogih mejnikov, ne. Moram pa reči, da torej razen te, bom rekla, samoiniciativne, tega prvega koraka, da sem šla delati avdicijo na Radiu Študent, so se vse stvari potem v mojem življenju dogajale preko telefonskih pogovorov. Vedno je bil telefonski klic. A prideš, a te zanima, a bi. Tako da, in tu so se potem stvari kar kot neka snežna kepa valile. Ja, včasih tudi malo stopile, a ne, pa ne. Potem pa spet ponovno, tako da v glavnem, no, vse je v bistvu bilo nekako tako organsko, ne. No, ja, se pravi tudi nekako organsko iz radija na televizijo, tako da v prodaji potem lahko bi rekli že kakšnih 30 let deluješ tam nekje. Kako so se pa spremenile, se pravi, prodajne taktike, strategije in nasploh prodaja v teh desetletjih? Ja, to je pravzaprav zanimivo. Zdaj mogoče tukaj bi jaz dodala to, da mene predvsem zanima gibljiva slika. Zdaj velikokrat le govorimo o televiziji, ampak to je samo pač nek medij, preko katerega to gibljivo sliko lahko podajamo naprej. Danes jo lahko gledaš, se veš, kjerkoli želiš, a ne, tudi na billboardih od zunaj, a ne. Tako da zdaj
tle bi mogoče dodala to, da ta televizijska prodaja, ki jo jaz še vedno zelo obožujem, jo imam zelo rada in sem ponosna, da sem toliko časa pravzaprav to delala, še vedno majčkeno delam, je povezana seveda nasploh z vso industrijo, a ne? Zdaj, koliko se to spreminja, ne? Torej, kakšne so naše potrebe, kakšne so naše želje končno in ne nazadnje tudi, kakšne so naše vrednote. A ne? In ja, seveda se je spremenila, če ne drugače, se je spremenila tudi tehnologija, spremenili so se tudi malenkostno načini podajanja, zdaj tudi ni več tako velikih razlik med televizijsko prodajo z direktnim odzivom, a ne, in marketingom kot takim, torej klasičnim oglaševanjem, tako moram reči, klasičnim oglaševanjem. Veliko je tle nekega prepletanja, ne. Klasično oglaševanje je začelo uporabljati zadovoljne uporabnike. Zdaj, tukaj imam jaz, bom rekla, tudi neko svoje mnenje, ampak zdaj to ni pomembno. Skratka, ja, torej prijemi so se nekoliko spremenili, tudi, bom rekla, z nekih ekonomskih vidikov, a ne. Včasih je bilo pomembno, ne vem, da si dobil nekaj zastonj ali pa da so bili veliki popusti. To je še zdaj zelo aktualno, ne. Redko kdaj najdemo, bom rekla, kakšno akcijo oglaševalsko, a ne, ki ne bi omenjala popustov, ne, ali pa, mislim, dobite še nekaj zraven ali pa nekaj takega, ne. Torej, vedno je šlo za to, da se dajo neke ugodnosti. Zdaj so pa tu seveda različni načini, a ne. Ali dobiš, ne vem, plačaš en nož, pa jih še 23 dobiš zraven, pa to še ni vse, a ne, ker pol dobiš zraven še desko za rezanje, ne. Ampak vedno je šlo za to, skratka, da nekako poudariš prednosti izdelka, glede na trg, glede na konkurenco, glede na želje, potrebe in zahteve kupcev, a ne. In to je to, ne. Se pravi, neke stvari še vedno ostajajo iste? Zagotovo, seveda, sej televizijska prodaja je na nek način še vedno prisotna. Bom rekla, zdaj na nekih točkah bolj, na nekih točkah manj, ampak ni pa to nekaj, kar bi zginilo že, ne. To so tisti upsi and downsi, ne, gor in dol, tako da... No, ampak vseeno se nekako za televizijo govori, da je to medij, ki počasi se vse bolj prestavlja na splet, se pravi, vse več mladih uporablja več spletnih platform kot pa dejansko fizične televizije. Kako vidiš vnaprej, da se bo televizijska prodaja spreminjala? Prej si omenila gibljive slike, saj to gre nekako še vedno za gibljive slike. Ampak kaj je razlika, recimo, če oglašujemo mi nekaj na dejanski fizični televiziji ali pa prek spleta? Tukaj je predvsem agresivnost tista, mislim, agresivnost, ja, veliko bolj moraš biti sfokusiran, bolj se moraš nekako osredotočiti na tisto, kar je res pomembno, zaradi tega, ker danes ljudje nismo več potrpežljivi. Danes je vse skupaj zelo instant. In če v prvih 3-5 sekundah uspeš ujeti pozornost gledalca, pa ga še malo držati, potem si že na poti do tega, da si nekaj naredil. Če ti pa to na začetku ne uspe, a ne, potem moraš razmisliti, kaj narediti, a ne. Ampak tako kot sem prej rekla, to je še vedno gibljiva slika, a ne. Zdaj pa, a jo gledaš ti na televizijskem ekranu ali na tvoji tablici, ali jo gledaš pa na telefonu ali pa zunaj na billboardu, ne. Torej, še vedno gre za gibljivo sliko, še vedno gre za ta jezik, ki ga jaz obožujem, ga imam zelo rada, se mi zdi, da ga tudi kar precej razumem, ne pa vsem, a ne. Ampak tukaj gre zdaj, tako kot grejo sicer stvari v življenju instant, vse je hitro, tudi tukaj se to spremeni. Zdaj recimo kader, ki je dolg, ne vem, 5 sekund, je že dolgočasen, ne? Zdaj se bolj ali manj, če malo karikiram, pogovarjamo o fremih, to pomeni o teh 25 sekunde, ne? Ne več toliko o samih sekundah in minutah, ne. Torej, mora biti hitro, mora biti intenzivno, predvsem moraš biti pa spreten pri tem, da se fokusiraš na to, kaj je res pomembno. A ne? Kar pomeni, da je dobro vedeti zdaj, s kom komuniciraš, to je bilo pa že tako ali tako od vsega začetka, ne. Ja,
vse to, kar si omenila, gre za gibljivo sliko, ampak verjetno je vseeno treba prilagoditi format. Nekako, to je pa billboard, tukaj pa nimamo zvoka in je treba razmišljati verjetno o drugačnih konceptih potem. Bom zdaj vas zvrza naredila, ni zvoka, ampak recimo veliko filmčkov, spotov, tutorialov ali kaj takega, karkoli gledaš pač na YouTubu ali pa ne vem, na katerem koli drugem tem socialnem mediju, ima že podnapise. To je nekaj, kar je v bistvu, bom rekla, ta nek majhen dodatek. Za nas nič nenavadnega, za kakšne vzhodne države, ki pa delajo za sinhronizacijo, je pa to kar velik korak naprej. Mi smo navajeni na podnapise. Tako da to je recimo ena taka stvar. Ni zvoka, ampak gibljiva slika ima še vedno največjo moč. Zdaj, narejene so bile seveda neke raziskave, ko ti začneš nekaj gledati, kaj je tisto, kar najprej zagledaš sliko. In potem z majhnim zamikom, z majhnim delayem, začneš pa poslušati in potem še bereš. Ampak dobro, to so že, bom rekla, potem vse te nadgradnje. Prej smo omenila malce o tvoji poti, kako si začela radio, televizija. Kaj počneš danes, kako deluješ? Si samostojna svetovalka, delaš v okviru kakšnega podjetja? Letos sem zaključila eno sodelovanje za tujino. Sem v dogovorih za jesensko, za eno sodelovanje, trenutno pa, ker sem si to že od nekdaj želela, bom takole rekla, ta produkcija gibljive slike me je od nekdaj privlačila. In od nekdaj sem si želela sodelovati pri kakšni produkciji filma ali pa televizijske nanizanke. In začetku leta sem dobila to priložnost, tako da zdaj, bom rekla, sodelujem, ne v vlogi, oziroma ne z svojimi izkušnjami, ki jih sicer imam, delam čisto na enem drugem področju, ki je bolj povezano z mojim hobijem, tako da pomagam pri produkciji ene slovenske televizijske nanizanke. Ne vem, a je še kaj skrivnost, kje ostaja, ampak lepo, zanimivo pa tudi, da so se tvoje nekako želje uresničile, da povezuješ svoj hobi s svojim delom. To je res nekaj, kar si načeloma vsak v življenju želi. Še več o vsem tem pa seveda tudi po kratkih oglasih. Nataša, hvala za enkrat. Mi pa se gledamo prav kmalu. Sedaj pa kratki oglasi. Tako iz pogovora o oglaševanju dajmo še nekaj trenutkov našim oglaševalcem takole. Lep pozdrav, že smo nazaj, tukaj ob meni Nataša Horvat Žerdin, svetovalka za radijsko in televizijsko prodajo. Nataša, lepo pozdravljena. Zdaj, tale življenjski moto, ki ga imamo tudi na naši grafiki napisan, prej se tega sploh nisva dotaknila, vsaka stvar je za nekaj dobra. Kaj mislite s tem in kako to lahko sploh povežemo z oglaševanjem? Zdaj moj življenjski moto je zdaj v tem obdobju, da je vsaka stvar za nekaj dobra. Predvsem zaradi tega, ker so se mi zgodile, se mi še dogajajo stvari, ki jih nekako ali nisem predvidela, ali mi niso najbolj všeč. In so se čez čas pokazale, da če se tisto, recimo temu slabo, ne bi zgodilo takrat, se mi zdaj tudi to dobro ne bi. Na ta način. Zdaj pa vsaka stvar je za nekaj dobra. Ja, pri televizijskem oglaševanju je pa vse za kaj dobro. Ampak tukaj gre pa predvsem za to, da bom rekla, če zdaj to ponazorim pri nekem konkretnem izdelku, recimo imava nek sesalec, zdaj en sesalec dela na baterije, drug dela pa na kabel, recimo temu. In zdaj oba sta tu nekje, kaj bomo zdaj izpostavili tisto, kar je dobro? Torej, ta, ki dela na baterije, je dobro to, da se lahko prosto sprehajamo.
Ne? Ni zdaj treba gledati, kje se bo ta kabel zataknil ali pa iskati vtičnice in tako naprej. Zdaj pa ta drug, ima pa to prednost, da ga ni treba polniti in moč je ves čas konstantna, kar pomeni, vsaka stvar je za nekaj dobra. Ne? In to je treba izpostaviti, verjetno. Tista stvar, tako. ki pri izdelku predstavlja eno prednost. Vse več oglaševanja pa je tudi prek socialnih medijev. Tukaj tudi mene malce osebno zanima, kako se sploh lotite oglaševanja svojega izdelka prek socialnih omrežij, kje se najbolj splača, na kaj moramo biti pozorni, se bolj splača vlagati v tem, kakšna bo reklama, ali se bolj splača zdaj, koliko se bo pojavljala, kako je pomembno, kakšno starostno skupino izberemo in tako naprej. Vse to. Predvsem pa, ne glede na to, ali gre za socialna omrežja, ali gre, bom rekla, za ta neka starodobne medije, vedno, tako jaz to razumem, to ni nujno, da je tudi zelo res, ampak jaz to tako razumem. Ja, vedeti moramo, kaj prodajamo, zdaj ne glede na to, a je to storitev, a je to predmet, ga predvsem zelo dobro poznati, izpostaviti njegove prednosti, te pozitivne prednosti. Zdaj v tem nekem našem žargonu televizijske prodaje uporabljamo USP pa ESP, ni stroge ločnice med tema dvema. USP je Unique Selling Point, ESP je pa Emotional Selling Point, kar pomeni, da nekako se bolj poišče tisto, na kar bodo ljudje čustveno reagirali. Skratka, in zdaj vse to je treba nekako sestaviti, bom rekla, v neko zgodbo. Zgodbe še vedno prodajajo, ne glede na to, za kateri medij izberemo. Zdaj pa seveda odvisno od tega, kdo je poslušalec, kdo je prejemnik tega. Jaz sem velikokrat, ko sem mojim kolegom razlagala, bom rekla, lepote televizijske prodaje, sem rekla, glejte, tukaj je en kup drobnih pikic, ki jih je potrebno sestaviti v črto. Če bo ena pikca zmanjkala, ne bo črte. To pomeni, ne bomo prišli do cilja na način, kot si to želimo. To, kar sem pa že prej omenila, ti socialni mediji so predvsem zdaj zelo so fokusirani predvsem na mlajšo publiko. Jaz sem že kar, bom rekla, med tistimi, ki smo še nekako starokopitni, ne glede na to, da tudi spremljam, bom rekla, te socialne medije. In tukaj so orodja, ki so znana. Bom rekla, v tem mojem poslu smo tudi vedno rekli, ne odkrivaj tople vode, ker je že odkrita. Odkri, kako jo uskladiščiti in jo prodati. Da ostane topla. In tukaj je isto. Tukaj je zgodba popolnoma ista. To pomeni, toliko se je treba poglobiti v to, pa se stvari začnejo same po sebi sestavljati. Včasih je pa vseeno tudi dobro pomisliti na to, da ne postaneš nadležen. In danes se mi zdi, da velikokrat na teh socialnih omrežjih so oglaševalci postali nadležni. In to mislim, da ni fajn, ker velikokrat, če je nekaj nadležno, torej ignoriraš, ne ujame tvoje pozornosti na način, kot si je to zamislil. Ja, recimo, zdaj iz osebnih izkušenj govorim večkrat, preden si zavrtim kakšen posnetek na YouTubu, se vedno isti obrazi oglasuje pred posnetkom, naprimer, kupi to, pa ta tečaj, pa tisti tečaj. In ko slišiš ga 10-tič, ti gre avtomatsko na živce. Zdaj, kako se izogniti temu? Dobro vprašanje, ampak nimam odgovora. Nimam odgovora. Velikokrat sem razmišljala prav o tem oglaševanju, s čim bi lahko to primerjala odprej. Bom rekla, kot sem že rekla, tega starokopitnega oglaševanja. In velikokrat sem pomislila, bilo je obdobje, ko se je odkrilo, da če zataknemo neke letake za brisalce avtomobila,
obrnemo direkt k nekemu človeku, ne? Je, bom rekla, bolj direktno komuniciranje. Ne? In kaj se je zgodilo? Nekaj časa smo to še prebrali, potem si bil pa jezen, ker ga ali nisi opazil, brisalci so se premaknili in ti je zapacalo steklo. Ne? Ja, in tukaj se dogaja isto. A ne? Kar pomeni, da tukaj moraš biti kar spreten. Ne? Ni se najdu še ta balans, kdaj bi bilo tega dovolj. Ne? Čeprav oglaševanje je bilo vedno, ne, tega treba. Vem pa tudi, da je bilo velikrat mnenje, da če se vrnem zdaj na to, torej ta televizijska prodaja, to je za revne in neizobražene, kar sploh ni res. Velikrat so mi kolegi, ki so visoko izobraženi, dobro situirani, rekli ti, a to se splača kupiti, a to je za kaj? Pa so mi znali povedati vse, kar se je dogajalo v tistem spotu, recimo temu, no. Tako da, no, in da se zdaj vrnem nazaj, malo sem zašla. Tukaj je treba najti neko mero, ne? Verjamem, da se s tem ukvarjajo drugi. Ja, verjamem, ja, tudi jaz. Imamo pa res 1001 način, ki je oglaševati. Lahko so letaki, lahko so jumboti, lahko je YouTube, socialno omrežje, lahko televizija. A je boljš se osredotočiti na en medij, a je bolj malo razporediti svoje sredstva namenjena oglaševanju? Zdaj, načeloma je tako, da prideti do nekoga je fino, če se pride z različnih koncev in na različne načine. Treba jih je seveda domisliti, vedno je odvisno seveda od denarja, a ne, in časa, ki je na voljo. In pa seveda dosti dobro razmisliti, kje so te meje, kje bomo še dosegli želeni učinek, kje bomo postali pa nadležni. Ker ko postaneš nadležen, ne, pa to ni več fajn. In takrat je očitno to lahko en tak neprijeten bumerang. Prej ste omenili tisto čustveno nakupovanje. A se vam zdi, da ljudje res kupujemo bolj emocionalno ali bolj razumsko? Absolutno emocionalno. Tega je več. Mislim, razumsko, dajva zdajle nekaj, kaj v resnici danes rabimo? A rabimo vse to, kar je okoli nas? Načeloma ne za preživetje. Velike večine ne, ja. Ja, res pa je, da se tle potem pojavi vprašanje pa kvalitetnega življenja. Ampak zdaj so spet, bom rekla, za nekoga je kvalitetno življenje, da ima vsak dan čas, da prekolesari 10 kilometrov ali preteče 10 kilometrov ali si ogleda dober film. Skratka, potrebe, želje in zahteve in tudi vrednote posameznikov so različne. A ne? In zdaj to je seveda bolj povezano z nekimi čustvi, ne? Kot pa z zdaj temi konkretnimi. Končno, zakaj nekdo kupi Mercedesa? A je res toliko boljši od Lexusa? Ne? Ker je čustveno navezan. Ali pa Audija, recimo. Ali pa ne vem, če zdaj govoriva o nekih... Gre za čustvo, ki se ga tudi plača. To pa moramo vedeti. Tukaj se pa čustva plačajo. Ne? Gre za neko navezo, gre za nek odnos. Včasih rečemo temu, gre za nek engagement, ne? Za neko zaroko, za neko zvezo in tako naprej. In tukaj so vedno čustva zraven. A ne? Pa všečnost. In to je spet... Ne? Ja. Tako in čustva včasih niso poceni, ne, čeprav pravijo, da čustva in ljubezen do nečesa je brezplačna, ampak včasih, vsaj kar se tiče v marketingu, pa je včasih to ljubezen in ta čustva jih kar drago plačamo. Nataša, še vprašanje, nekako deluješ kot svetovalka, če ima kakšno podjetje ali pa morda posameznik, podjetnik, kakšno vprašanje, se lahko obrne tudi nate, kje te lahko doseže? Z veseljem, dobrodošlo. Dobro vprašanje, sebe nisem znala pa nikoli. Prodajati. Ne, to pa res ne. In s tem imam velike težave, torej ovrednotiti svoje znanje in izkušnje. In pa ja, ne vem, naj me poišče na Facebooku. No, tako, da uporabim zdaj, bom rekla, eno izmed teh socialnih omrežij.
Dobro, Nataša, najlepša hvala za ta pogovor. Meni je bilo izredno zanimivo. Mislim, da smo se kar nekaj naučili o sami prodaji, kako se je ta spreminjala, kaj je pomembno in kako nasploh po svetu kupujemo. Želim ti vso srečo v vseh tvojih projektih in veliko uspešnih, zadovoljnih strank, veliko dobre prodaje in svetovanja. Hvala tudi tebi, vse dobro. Ja, takole, najlepša hvala. To je bila torej Nataša Horvat Žerdin, svetovalka za radijsko in televizijsko prodajo. Mi pa spet gremo prodajati naše stvari za trenutek v oglase, potem pa novi gosti, nova vsebina, ne hodite daleč.